Bistvo je v tem, da moderni ljudje, zahodnjaki, smo non-stop v glavi. Non-stop v glavi, glava nas vodi, kontrola nad vsem, kar se dogaja, mora biti. In v bistvu iščemo racionalno svoj namen. Srce kot tako, intuitivno pa nekje v zadej pač šepa. In tisti ljudje, ki znajo to obrniti na glavo, da ti v srcu intuitivno najdeš pač svojo pot, potem pa vklopiš glavo kot orodje, ki ti pomaga na tej poti, tam je pa vse lahkotno. In jaz zelo verjamem in vidim v praksi, da ljudje, ki to pot najdejo, ne rabijo trpeti pa se fajtati vsak dan, ampak grejo lepo počasi naprej in se vrata samo odpirajo. Moj uspeh z Mitjo Segajem. Sponi in padci, predvsem pa izkušnje. To je Večerov podcast o dragocenih lekcijah. Za posel, za življenje. Pozdravljeni v novi epizodi Večerovega podcasta Moj uspeh. Veselim se današnjega pogovora. Še posebej zato, ker je z nami Dani Polajnar, podjetnik, predavatelj, coach, terapeut, sicer tudi ustanovitelj, direktor Team Building Akademije, pa še kup drugih stvari. Je od nekdaj pravi, da ga je vodila ta globoka želja po duhovni rasti, ki je, kot pravi sam danes, ključni del njegovega življenja in dela. Je strastni raziskovalec starodavnih obredov, zdravilne glasbe, za katero verjame, da so najmočnejša orodja za osebno in skupinsko preobrazbo. Tako da, kakšna bo ta preobrazba v današnji epizodi Mojega uspeha, bomo videli že malo. Dani, pozdravljen, dobrodošel. Hvala za vabilo. Za začetek samo še ne pozabite seveda komentirati, všečkati te epizode podcasta in se nam tudi naročiti, da ne boste zamudili naslednje epizode. Zdaj pa, Dani, še enkrat dobrodošel v Mariboru. Res nas veseli. Tvoj opis mi je posebej všeč, na katerega sem naletel, da si povezovalec duhovnega in poslovnega sveta. To se mi zdi tako, mogoče na prvi pogled kontradiktorno, ampak ko smo že govorili o tem, praviš, da pravzaprav to postaja vedno bolj en in isti svet. No, skratka, da je to, da govorimo o dveh plateh iste medalje, mogoče celo že o eni plati medalje. Tako da nam malo to pojasni za začetek. Ja, v bistvu dolgo časa, tudi v mojem življenju, sta bila to dva pola. En pol čist poslovni, kravata, obleka in tako naprej. Drugi pol pa pač ta duhovni, osebna rast, vizija, odpiranje srca, če temu tako rečem. In ena je bilo čez dan, eno pa malo popoldne ali pa ob vikendih. Malo skrivaj mogoče. Da bom rekel skrivaj, ampak nisem jih pa povezoval. No? Jaz sem bil vedno autentičen, kar se tega tiče, ampak nisem pa to dajal v isti koš, ker pač še ni bil svet pripravljen, moram tako reči. No, zadnje čase se pa to dejansko združuje. Se združuje v smislu, da ti lahko na tej duhovni poti res pogledaš, kaj je tvoj namen na tem planetu, če temu tako rečem. Da najdeš vizijo, po kateri moraš živeti, da te srčno, intuitivno vodi naprej, tudi v poslu, jasno. Potem pa mi preklapljamo zraven glavo, ego, racijo, te stvari, ki jih v poslu poznamo, in gremo po pravi poti naprej z racionalnimi koraki. To se ves čas bolj združuje in moram reči, da tudi recimo pri mojih coachingih dostikrat pridejo direktorji čist poslovno k meni, in na koncu ugotovimo, da oni poslovno že vse imajo porihtano, manjka pa tisti drugi del. In ko to združimo skupaj, ugotovimo, da je to ena in ista stvar, da je to isti svet, en človek, isti človek. Se to je zanimivo in se zdaj zdi tako logično, ampak se mi zdi mogoče v preteklosti, ko pa ni bilo te druge dimenzije, ravno tako je bila vizija, sicer verjetno zgolj poslovna, podjetja so ravno tako se razvijala, svetela verjetno. Zato danes lažje, boljše, ali v kakšni kondiciji ti vidiš danes gospodarstvo ravno zaradi te dodatne dimenzije? Jaz vidim, da ves čas več ljudi išče svojo pravo pot. In če ti najdeš pravo pot, kaj je tisti namen, zakaj si tukaj, v poslu, dosti lažje delaš v svojem poslu. Dobiš motivacijo, dobiš energijo, ki jo drugače pač ne bi. To te vleče samo naprej, ker se ti vrata tudi samo odpirajo. Zdaj, zelo veliko teh mednarodnih gurujev, poslovnih, ameriških sploh,
govori, da moraš skozi pa padati, pa spet, pa padati, pa večkrat, ko padeš, bolj si zrel in tako naprej. Moraš haslati do konca. In to je zelo moderno, ampak to je zelo kontra temu, kar jaz verjamem. Jaz verjamem, da če ti najdeš pravo pot, tebi ni treba 3-krat propasti na poti, ampak najdeš pravo pot in vrata se ti samo odpirajo in šibeš naprej. Ni treba skozi dol, gor, ampak greš sam lepo počasi gor. Super, sliši se enostavno, pa zdaj pa predstavljam, da mogoče pa v praksi pa ni, da nam malo mogoče plastično. A je to sploh mogoče, da zdaj malo plastično uvedeš v to? Ja, Prijemo do tega. Bom potrudil se razložiti. Bistvo je v tem, da moderni ljudje, zahodnjaki, smo non-stop v glavi. Non-stop v glavi, glava nas vodi, kontrola nad vsem, kar se dogaja, mora biti. In v bistvu iščemo racionalno svoj namen. Srce kot tako, intuitivno pa nekje v zadej pač šepa. In tisti ljudje, ki znajo to obrniti na glavo, da ti v srcu intuitivno najdeš pač svojo pot, potem pa vklopiš glavo kot orodje, ki ti pomaga na tej poti, tam je pa vse lahkotno. In jaz zelo verjamem in vidim v praksi, da ljudje, ki to pot najdejo, ne rabijo trpeti pa se fajtati vsak dan, ampak grejo lepo počasi naprej in se vrata samo odpirajo. Super. Misliš, da zdaj ogromno izkušnjo imaš, lahko vsak najde ta način, v bistvu lahko vsak odklene srce? Jaz verjamem, da to lahko vsak naredi, ne vem pa, če je vsak pripravljen to narediti. Ljudje pač so, ne bom rekel, zelo veliko ljudi uspešnih, pa niso na tej svoji poti. Ampak vidim pa v ozadju sploh, recimo pri coaching seansah se ljudje res odprejo in vidim, kako te svetovi izgledajo v ozadju doskrat. Ti imaš človeka, ki ima vse, ima vse, ima uspešno podjetje, ima finansko, kar hočeš, ima hišo na Hvaru, ima jadrnico, ima ženo, otroke, vse krasno, Ampak, ko pa ti začneš malo kopati, pa na koncu ugotoviš, da je prazen, da srečen pa ni, nekaj mu manjka in potem ta manjko notranjega zadovoljstva nadomeščajo z evri. Milijoni gor, milijoni dol, vsak milijon zraven je kao boljše, ampak ni. To je slaba tolažba. To je zelo slaba tolažba. In potem ljudje potem v letih ugotovijo, da to ni to, in pa prodajo hiše, prodajo firme, se ločujejo in kam to pelje. Da si se matral 30 let zato, da si prišel do tam, kjer nisi hotel biti. In zato jaz se trudim ljudem pomagati na tej poti, najti to pravo smer že dosti prej, kot takrat, ko je prepozno. Dobro, se verjetno nikoli ni prav prepozno, ampak boljše pa je verjetno prej, seveda. Navezal se bom seveda, ker si avtor knjige Iza in Samorok, ki si jo tudi prinesel danes v studio in mnogi so te mogoče spoznali tudi takrat kot avtorja te biografije o zakoncih login, izjemno uspešnih, seveda sta zgolj eden od primerov, ki sta izjemno uspešna in za katere potem vidimo, da so našli ta del poti, mogoče ta bolj duhovno plat. Se mi zdi, da očitno je nek vzorec. To, kar praviš, to je dejansko iz prakse. Jaz govorim iz svojih izkušenj in iz izkušenj mojih klientov. Tako da to ni za lase privlečena stvar, to je v praksi, to pač funkcionira. Je pa res, kot sem rekel, niso vsi pripravljeni narediti tega koraka, ker to pomeni, če ti pogledaš vase, kaj je tisto res tvoje, boš videl tudi stvari, ki jih mogoče ne želiš videti. Človek je iz teme in iz svetlobe sestavljen, in to gre skupaj. In če ti hočeš to svetlobo videti, moraš tudi s temo najprej počistiti. In ljudje niso pripravljeni svojo temo pogledati. Zelo, ne bom rekel, da niso, ampak veliko jih ni. Tako. Ja, to me naveže, ko mi je prijatelj rekel, po lastnem dreku ni fajn broditi, je pa koristno. Ja, Až kaj jaz rečem vedno, ljudje to nosimo s sabo. Ti imaš to v sebi, to si ti, pač. Zdaj, če ti je všeč ali pa ne. Všeč ali pa ne, to imaš in to te bremza in ti napačne odločitve sprejemaš na osnovi tega in tako naprej. In da ne govorim, kako to vpliva na odnose z drugimi, s partnerji, otroci in tako naprej. In če si ti pripravljen se s tem soočiti, pa s tem nekaj narediti, pa to počistiti na nek način, sprejeti, boš lažji in boš čisto drugače delal stvari naprej.
Še bomo o tem. Malo greva zdaj v oni del, malo se vrniva v preteklost, greva na začetke Team Building Akademije. Ta zgodba se mi je zdela, ko sem jo že pred 10 leti spoznal, fascinantna. Tam je bolj racionalno, mogoče za začetek, a pa zdi se mogoče. Mogoče zdaj ima že neko novo dimenzijo, ampak to, kar vi uspete narediti, pač nekoč je bil team building, mogoče neko to razsvetljenje, ko smo rekli v ekipah, ne, zdaj pa to je to, tu se ekipa poveže, to je next level, recimo, ne. Tako da, kako si ti prišel do te zgodbe, zakaj team building, zakaj ta akademija? Najprej deva sam to mogoče razčleniti, kaj team building je, pa kaj ni. Ker zelo veliko ljudi še vedno team building vidi, gremo mi na bowling ali pa na večerjo za novo leto, pa je to team building. Elemente team buildinga tudi to ima, ampak bolj kot ne je to nenačrtno povezovanje med ljudmi, ki ima sprostilni učinek, ima povezovanje učinek, vse super, nič ne rečemo. Ne? Ampak team building kontakt je pa načrtno delo na ekipi. Se pravi, da jaz na nek način načrtno združujem člane moje ekipe, da nam je potem lažje delati naprej. Je to spontanost manj, oprosti, ali je to samo spretno menedžiranje? Oboje, nič ni manj spontanosti, ampak še vedno je zabava zraven, velikokrat, še vedno je sproščeno vzdušje zraven. Najti moramo tudi orodje, ker tipov team buildingov je neskončno, od ustvarjalnih do, bom rekel, čist strateških in tako naprej, glasbenih, kakorkoli športnih, ampak treba je najti ta prav način, ki je pravilen za mojo ekipo. Nekaj, kar je ljudem pač blizu, kar jih potegne in tam se sprostijo in na ta način povežejo. Ampak je pa treba paziti, tudi kot vodje, ne moramo znati poslušati, kaj moji ljudje potrebujejo oziroma želijo. Dostakrat imamo sploh aktivni team buildingi, se nam je že zgodilo, da smo peljali ekipe v podzemne jame, pa ugotovijo noter, da imajo ljudje klaustrofobijo, ali pa grejo na vodo, pa ugotovijo, da ljudje se vode bojijo. Ali pa na kolo, pa nekdo ni vozil kolesa že 30 let. Neko nelagodje. Neko nelagodje in potem on pač ali mu ni fajn, ali ne želi iti, ali kakorkoli, to potem ni team building, ker nekdo manjka. Treba je gledati, da je to komplet in da znamo pač s to ekipo nekaj narediti. Ampak, če se vrnem k vprašanju osnovnemu, kako je ta stvar se sestavlja skupaj, jaz imam to srečo, da sem najdel svoj namen že dolgo nazaj. In tle sem hotel na nek način združiti moje poslovno znanje z nekimi aktivnimi hobiji, ki sem jih imel. Zelo sem bil rad v adrenalinskih športih, vse živo me je zanimalo skozi. Sem rekel, zakaj ne bi mi teh mojih zanimanj, tega širokega nabora nekih znanj dal v neko poslovno pač okolje, in ljudem skozi te neke izkušnje nenavadne pomagali se zbližati kot ekipa. In iz tega je pač nastala Team Building Akademija. Okay. Ker si zdaj omenil, da si našel sebe že in svoj smisel, to je bilo še pred ustanovitvijo podjetja, recimo. Ali zatem? Zanimivo je, če tako potegnem črtice nazaj, se vse skupaj nekje sestavljati začne v mojih mladih taborniških letih. Jaz sem zelo aktiven tabornik takrat in mi je bilo to super, ampak sem sam delal s to, kar mi je bilo super, nisem vedel, kam to pelje ali kaj to bo, ampak dejansko pri nekih društvih, kot so taborniška, tam so vse stvari se pile že zelo zgodaj, ki jih v poslu modernem, tem mehkem vodenju zelo rabiš. To je delo z ljudmi, organizacija, empatija, v mojem primeru potem outdoor aktivnosti, planiranje nekih nenavadnih zadev. To se vse potem združilo v pol Team Building Akademije. Bom rekel poslovno taborništvo. Super. Zelo dobra prispodoba. Kako se je to poslovno taborništvo potem razvijalo skozi leta? Kako si to usmerjal v bistvu na nek način? Je bila verjetno ta tvoja želja malo pomagati ljudem, jih podpirati pri razvoju že ves čas prisotna in kako se je hkrati s tem razvijal posel? Jaz sem izhajal iz predavateljskih vod, jaz sem že prej predaval področje vodenja, mehkih veščin, komunikacije in tako naprej. In potem smo temu dodali ta aktivni del. Takrat, ko smo mi začeli se s tem ukvarjati, to je zdaj že skoraj 20 let nazaj,
sta bila zelo ločena dva pola. Ne. Bil je en pol, ki je bil ta izobraževalni, zelo dobra podjetja, smo imeli dobre delavnice, dobra predavanja. To. Na drugi strani so bile pa te outdoor neke firme, ki so delale pa adrenalinske parke, paintballe, to. No in jaz sem rekel, tle vmes je luknja. Ne. Človek, ki hoče pač dober team building, rabi oboje. Ne. Rabiš ti neko strokovno zadevo in neko aktivno, zabavno, športno mogoče zadevo. Ne. No in tle je bila luknja v Sloveniji, ki smo jo pa mi začeli počasi zapolnjevati. Ne. Se pravi, z znanjem nekim iz poslovnih vod, čist tudi psiholoških, coaching vod, združevati z nekimi aktivnostmi in da lahko ekipa, ki pride pač na teren, dobi in eno in drugo v enem paketu. In tukaj smo potem dodajali in programe na eni strani aktivne in znanje poslovno na drugi strani. In tega je bilo pač ves čas več in ves čas bolj združeno. Kak je bil odziv podjetij takrat? Kako se je razvijal potem skozi leta, v bistvu rastu, še vedno rast? Ne vem, kje je danes dojemanje pomembnosti? Jaz moram reči, da na začetku je bilo to zelo nova stvar. No? Ker, kot sem rekel, team building je bil, gremo mi na adrenalinski park in je to pač to. Ne? Se še zdaj je zelo veliko tega prepričanja, ampak ena od mojih vodil na začetku je bil tudi izobraziti trg, kaj sploh to je, pa kaj lahko podjetja od tega dejansko dobijo. Kot jaz sem kar nekaj truda na začetku dal v to in moram reči, vsaj velike korporacije so se začele zelo hitro zavedati, kakšna je dodana vrednost, če ti eni zabavni stvari dodaš strokovno stvar. Ne? In se lahko tudi načrtno potem pač naredi premik naprej, ne samo slučajno, če se imamo glih fajn. No, v času covida, moram reči, da takrat se je malo vse skupaj ustavilo, ker so bili tudi dogodki prepovedani. In po covidu so ljudje se hoteli samo spet družiti. Samo, da se mi spet vidimo, pa da mi malo pojemo skupaj, pa da poklepetamo. Ne? In ta strokoven del, mečkaj, moram reči, ugasnil. Mislim, ugasnil, ni čisto ugasnil, ampak se je zmanjšal. No, zdaj se pa napolno spet dodaja. Zdaj se pa dodaja oboje in me veseli, da to ne delajo recimo izbornega programa vodje sami, ampak da imajo dostikrat podporo kadrovskih služb, izobraževalnih centrov, ki vejo, kaj to je, pa jim ponudijo pravo stvar in potem se vodje tudi dosti lažje odločijo, kam iti in zakaj. Ne? Super. A merijo oni, ne vem, klimo v podjetju pred, pa recimo po Zelo redko, v praksi moram reči, to zelo redko. Merijo jo na letnem nivoju, večino podjetij, in pa recimo tudi glede na te rezultate, ki jih dobijo, se dostikrat odločijo, kakšna bo pa politika timskih aktivnosti v naslednjem letu. Če ugotovijo, da se je neke zaupanje padlo, da je zavzetost padla in tako naprej, odreagirajo in dostikrat potem mi pomagamo tukaj, kako na najbolj simpatičen in enostaven način priti do tega. To pomeni, da recimo lahko se to tudi večkrat letno izvede, recimo karkoli. Eni hodijo zelo velikrat, eni hodijo vsake toliko, ampak moram reči, da recimo en strokovno peljan team building program, kjer se tudi malo v ciljih pogovarjamo po tem, kaj jih čaka v naslednjem času, bom rekel, nekako drži tako na palec pol leta. Ja. Ekipa, ki bi res hotela delati na sebi, bi mogla načrt, da po mojem mnenju vsaj 2krat na leto se srečati in pač premike na tem timskem nivoju delati naprej. Super. Torej, je nekaj posla, če govorimo malo o tem, kaj bi more, kam bi se radi premaknili, je tudi ta vidik, ki je prisoten, ni popoln odklop, recimo. Ne, sploh ne, to mora biti združeno, se to v tem govorimo, ne? Eni želijo čist popoln odklop, pa je tudi v redu, ampak kar jaz zagovarjam, da je povezava. Najmanj, kar je to, da mi iz neke aktivnosti, ki jo imamo, naredimo vsaj debato na koncu, kako je ta aktivnost odziva naše odnose v pisarni. Ker recimo mi gremo lahko na kakršnokoli aktivnost, gremo lahko na kuharski team building in kuhamo tam, ampak mi smo isti ljudje. Relacija med mano pa mojim sodelavcem tam okrog lonca je enaka kot v službi okrog enega projekta. Samo dosti lažje se pogovarjaš ti, kako si zafrknil, ker si napačen korenček noter narezal, kot pa tam, ker si 10,000 evrov piknil stran. In dinamika je ista in je dosti lažje pogovarjati se o tem. Okay. Da, o uspehu malo, ker vendarle smo v podcastu Moj uspeh. Kako ti dojemaš uspeh? Kako se je mogoče to dojemanje skozi čas pri tebi spreminjalo?
Ja, če gledamo podjetništvo, je uspeh največkrat merjen v evrih. Več, ko imaš, bolj si uspešen. Okay. Se pravi, to je zelo drugače od tega, kako jaz dojemam uspeh. Jaz dojemam uspeh v kombinaciji, jasno, tudi finančni vidik mora biti, ti na nek način moraš poskrbeti zase. Če si podjetnik, to je tudi smisel, ampak da te polni. Da te polni, da ti veš, da delaš to po svoji viziji, po svoji poti, s svojim srcem, hkrati pa, da si uspešen. Ko zelo veliko krat ljudje dajo za osnoven cilj, 1 milijon evrov želim letos, brez česarkoli v ozadju. In pa se prilagajaš stvarem za to, da priješ do milijona. Kar pa jaz zagovarjam, je pa obratno. Najdi ti svojo pot, delaj prave stvari, ki so tvoje stvari, ki te izpolnjujejo, in evri so rezultat. Evri vedno pridejo potem, zato ker se ti to najdejo. In v večino primerov iz prakse, ki jih jaz vidim, kjer ljudje najdejo te svoje poti, potem denar sploh ni problem. Ampak super istočnica, da mi to povej. Moja pot je lahko zelo idealistična, pa trg tega ne kupi, recimo. Ne vem, veš kaj hočem reči? Mogoče, kaj potem? Mislim, verjetno se to tudi zgodi, ne? Se zgodi po moje, ampak tudi jaz sem bil na tej poti. Ko sem jaz začel s team buildingi se ukvarjati, so mi vsi rekli, se tle ni trga, kakšen team building, kaj to sploh je. In jaz sem zaznal, da bojo podjetja to potrebovala, predno so zares vedela, da to potrebujejo, če ti ima to super. Samo en klasičen podjetnik, ki bi gledal pač samo na denar, bi obupal v prvih letih, ker je videl pač, da ni tega preskoka v prvih letih tako na x evrov, in bi pustil in bi šel nekaj drugega delati. Bistvo je vztrajnosti. Če ti veš, da je to, če je to tvoja pot, pač vztrajaš. Vztrajaš in pa se kar naenkrat začne stvari dogajati. Kaj vidiš, ko recimo vedno spremljaš podjetnike, kaj vidiš kot neke njihove največje zmote, predvsem na začetku? Je to, ne vem, ali pomanjkanje vztrajnosti, ali to, da so preveč fokusirani na denar, ali kaj druga, recimo, kje ti vidiš te zmote? Veš, kaj vidim na začetku, če gledam začetek poslovne poti, če je to vprašanje. Največkrat vidim to, da je težko držati fokus. Če ti začutiš, da je nekaj tvoja pot in začneš to delati in te res vleče in čutiš strast in tiste pač startupovske zadeve, ki jih zelo veliko pozna ljudi, ki so to šli skozi. In kar naenkrat najdeš še eno priložnost levo, pa desno, pa še malo tam ne bi nekaj, pa še nekaj, in vidiš, kako bi lahko bilo več evrov, če bi ti pokril še kakšna področja zraven, ki te pa začne metati mečken ven iz tega tvojega osnovne poti. Recimo, jaz moram reči, mi smo že tudi par gospodarskih kriz preživeli, in če tako pogledaš, team buildingi so ena prvih stvari, ki jo podjetja sekajo kot nekaj, kar dajmo mi to stran, pa bomo spet v debelih kravah šli nazaj. In takrat človeka takoj prime, da bi še kaj zraven dodal svoje stvari. Recimo v našem primeru zelo velike agencije, ki se s tem ukvarjajo, so dodali še kar razvoj web strani, pa PR, pa ne vem, kar nekaj stvari zraven, in to te vrže ven iz tvoje poti. Tako da moj nasvet, recimo tukaj, če do tega pride pri podjetniku mlademu, ki štarta nekaj, ali pa ne mlademu, pač začetniku, je, da vztrajaš na tej svoji poti. In mi smo ostali, recimo, zvesti team buildingom non-stop, mi nismo šli ven iz tega sploh. In zato lahko rečem, pa, da smo eksperti z tega področja. Super. Plus, da ste dodali to srčno komponento. Ta se pa dodaja vredno bolje. In ravno zato me zanima, recimo, kako ti usklajuješ svoje osebne vrednote z vrednotami in pričakovanji trga, ki so po moje, so tu neka razhajanja, verjetno. To me zanima, kaj to povežeš. Jaz vidim in pri podjetnikih, in pri vodjih, da morajo ostati avtentični. To je ključna stvar. Tudi novodobno vodenje, avtentičnost daje pač na prvo mesto. Mlade generacije, če nimajo avtentičnega vodje, pač ne bojo delati za njega. In tle je treba pač ustrajati. Ne glede na to, kakšne so vrednote okrog, tudi če kdaj kakšen korak nazaj naredimo zaradi tega, ali pa kakšnega posla ne sprejmemo, če temu rečemo, je treba ostati zvest svojim vrednotam. Mi smo že marsikaj temu naročniku rekli ne, ker so njihove vrednote bile drugačne od naših.
Ampak tam je pa ekipa ljudi, ki s temi vrednotami mora shajati. Ne? Čeprav so morda samo vrednote vodje, vodstvene ekipe in so napačne. Ne? Recimo, Veš, kako ti bom rekel, nobenemu ni treba. Ne? Nobenemu ni treba. Vsak lahko najde drugo pot, če jo rabi. Tle imamo opcij še vedno ogromno, sploh zdaj, ki je zaposljivost tako visoka, opcije vedno so. Samo zamenjati službo pa iti nekam, kjer je bolj tebi prav, bolj čutiš, da si tam, je težko, ker te treba pogum, doskrat je to korak nazaj v finančnem smislu, zdaj boš to naredil, to ne boš naredil, tle je vprašanje. Ampak jaz tle vedno gledam tudi svoje perspektive. Veš, jaz sem imel enkrat krasno službo, moram reči. Predno sem štartal podjetniško pot. Imel sem svojo pisarno, imel sem svoje tajnice, imel sem ekipo, imel sem vse, kar bi si nek, bom rekel, vodja na začetku kariere želel. Jaz sem čutil, da mene vleče pač neke predavateljske vode, delo z ljudmi, nekaj pač drugačnega. In jaz sem z 2 majhnima otrokoma pa s polno kredita doma pač pustil fajn službo in šel na samostojno podjetniško pot. Zdaj, če gledam nazaj, ekstra pogumno. Takrat so me ljudje gledali, so rekli, si ti normalen, mislim, kaj se to greš. In družba ne pričakuje takega koraka. Zdaj pa, a boš sledil svojim vrednotam, ali boš sledil vrednotam okolja, to je pa čisto odločitev. Bi danes z vsem, kar veš in z vsem, predvsem z vsemi izkušnjami, da tu sprejel enako odločitev? Ja, brez dvoma. Ne glede na to, kako okoliščine so danes. Brez dvoma. Ne bi se na to Nitiral. Veš, ker jaz stvari, ki sem jih naredil v življenju, ne jemljem kot napake, če bi bile, ampak kot nek korak naprej, kot neko rast, nekaj, kar moraš iti skozi, da pač prideš do tam, kamor te vleče. Super. Kaj pa bi mlademu sebi, recimo, svetoval z današnje pozicije, ko imaš toliko več izkušenj, toliko pač več modrosti, na zadnje tudi. Kaj bi bil nek nasvet, da bi bila tvoja pot, recimo, lažja, kot je pa bila? To je tako zanimivo vprašanje. Predvsem, recimo, če se vprašaš, kaj bi spremenil, če bi imel čarobno palčko. Podobno vprašanje. Podobno. Kaj bi zdaj sam pri sebi spremenil, da bi bilo drugače, da bi bilo mogoče lažje. In tudi na coaching seansah, recimo, doskrat jaz vprašam podobno vprašanje moje ljudje. In oni bi vse spremenili, to ono, tretje. Jaz ne bi nič spremenil. Pri sebi. Ker je vse bilo z nekim namenom. Jaz verjamem, da če ne bi bilo teh korakov, ki so bili, ne bi bil zdaj tle, kje sem. Pač bi bilo nekaj drugega. Mogoče bilo boljše, slabše, ne vem, ampak sigurno ne bi bil tle. Jaz sem zadovoljen s tem, kjer sem, in zato jaz ne bi delal sprememb. Koliko pa je bilo momentov, ko si mislil, da bi pustil, nehal, in kaj te je potem v bistvu prepričalo nasprotno? So vedno momenti, ko si rečeš, kaj mi je tega treba, pa lahko bi šel nekje lažjo pot. Jaz sem zelo veliko tudi prijateljev, podjetnikov, ki rečejo, v tem biznisu ti tle delaš, to je res težek biznis, jaz ne bi nikoli to, jaz grem raje nekam, kaj lažje. Pa je možno, da je res, ampak tle sem jaz doma, tle sem jaz, tle sem avtentičen in lahko delam pač iz srca, kot sem ti prej rekel. Je pa res, možgani pa sestavljajo poslovne načrte in strategije. Kateri vzorci, recimo, pa najbolj omejujejo ljudi, da bi... Kaj ti vidiš, recimo, kaj je to v njih? Kaj jih omejujejo? Da bi, recimo, nek svoj poln potencial pokazali, kaj je tisto, ne vem, ali je to strah, ali so to neka prepričanja, da njim ne more uspeti, ali... Ne vem, kaj je tisto, kar jih omejuje pred nekim polnim potencialom. Zdaj, jaz ne moram reči, da obstaja vsaj z moje prakse neka uravnilovka, da bi rekel, vsi ljudje imajo ta nek vzorec. Kar pa vidim, je pa to, da manjka malo poguma. Manjka malo poguma, manjka malo začutiti res samega sebe, kje je dejansko tvoja strast. Kaj je tvoj namen? Ljudje se premalo ukvarjajo dejansko sami s sabo, pa čisto preveč z drugimi. In tudi moja prvi nasvet vodjem, kadar delam z njimi, pa je tega zelo veliko, je, pozabiti zdaj na svojo ekipo, pa pozabi na druge. Najprej ti pred svojim pragom pometi,
poglej, kaj imaš ti pri sebi za zrihtati, pa vse ostalo sledi. In bolj res vse lažje, Kako pa se lotiš, recimo, konkretno z njimi gradnje samozavesti z vodji, mislim, recimo, so kakšne posebne tehnike, prijemi, ali ne vem, mogoče pa kdo, ki je že itak pretirano samozavesten, pa mogoče tudi to ni ok. Če ga najprej grem na to drugo. Največkrat ljudje, ki izražajo pretirano samozavest, imajo noter ravno obratno. In to se šele zve potem, ko v maske malo padejo, poreš človek odpre, pa vidiš, da je to v bistvu dosti prestrašen človek, ki ta svoj manko z neko trdo pozicijo svojo gradi pred drugim. Tako da gradnja samozavesti je vedno, če ti najdeš svojo smer, če ti si v svojem stebru, če temu tako rečemo, samozavest pride kar sama zraven sebe, pride vzporedno s tem. Jaz moram reči, da na začetku kariere, recimo, sem bil jaz manj samozavesten, kot je zdaj, sploh na področju, recimo, prodaje. To je tak lep primer iz prve roke. Jaz sem delal pač v nekem marketinškem oddelku, delali smo tudi na področju pač prodaje in to je bila IT firma, in jaz nisem razumel, kaj naši fanti v resnici tam počnejo. Jaz nisem vedel, kaj je naš produkt v detajle. Oni so pač bili programerji, delali smo za neke velike firme v Ameriki in dejansko jaz sem bil takrat prepričan, da sem najslabši prodajnik na svetu. Da sam prodaja, vse ostalo super, sam prodaja pa ne. Sem gotovo dve stvari, ki manjkata. Tle noter, eno je, da nisem imel pojma, kaj v resnici delamo, kot core produkt, tako da ne moš ti prodajati nečesa, ki ne veš, kaj je. Drugič pa dejansko to ni bila čisto moja pot. In ko smo štartali pa s tem, kar delamo zdaj, se pravi timskimi programi, osebnimi odnosi, kjer pa poznam stvar v detajlen, ki je moja pot. To je bil tvoj produkt, tvoj avtogar v bistvu. In to je zdaj prodajati meni čist najmanjši problem, ker dejansko vem, kaj prodajam in verjamem v to, ker vem, kaj je. Imam izkušenj, ki vidim, kaj to naredi z ekipami, kako to vodim dejansko pomaga na njihovi poti, kako preusmerja podjetja, če svojo pravo vizijo ali pa strategijo postavijo na pravi način. Tako da zdaj je to čist nekaj drugega. Avtentičnost, pri vodih si omenjal, dajva še malo to čustveno komponento, čustveno zrelost. Recimo, kaj ti vidiš kot čustveno zrelost pri vodih? Zakaj je pomembno? Čustvena zrelost je prvo to, da znaš ti svoja čustva nadzirati na nek način, da poznaš sam sebe, da veš, da te kaj ne preseneti, čisto po nepotrebnem, pa še vedno se zgodi. Drugo je pa tudi empatija, empatičnost do drugih. Da jaz znam začutiti, kaj moji sodelavci rabijo, kje so, v kakšni situaciji so. In tle doskrat pade pol to staro pravilo work-life balance, se pravi služba, družba, ti si zdaj v službi, zdaj tle delaj, mene nič ne zanima, kaj imaš ti doma, tle si zato, da boš to naredil, pika. To je popolnoma zgrešen koncept, če mene vprašaš. Če jaz kot vodja ne vem, kaj se človekom dogaja, pa v kakšni situaciji je, pa da nimam vsaj koščka te prijateljske, empatične veze z njim, ne bo dal od sebe to, kar bi lahko dal od sebe. In on bo naredil sicer, samo bo naredil s težavo, pa sigurno ne tako dobro, kot bi, če bi jaz ga podprl tako, kot treba. Pa je to v nekih velikih sistemih mogoče, recimo, ali nujno? To je v vsakem sistemu mogoče, sicer eni so zelo rigidni, eni ne, ampak, a veš, ko delajo tudi raziskave o zadovoljstvu in zavzetosti zaposlenih, imaš ti, ne vem, podjetje, ki ima zelo slab skor povprečja, ampak imaš noter time, ki so pa na polno. Kako je to mogoče? To je mogoče samo zato, ker je vodja ta prav. Sicer je težje, če je sistem tak, če je kultura zatiranja živa, ampak moram reči, da se da kjerkoli, samo pač večkrat težje. Kako je mogoče uskladiti uspeh pa neko notranjo mirnost? Tu se mi pa zdi, da si ti recimo res mojster tega. Da nam povej malo čim bolj plastično, kako prijemo do tega, ali kaj vse je potrebno za to, recimo. Tako, kot sem ti rekel že prej,
notranji mir je zame element uspeha. Ni samo evre. Če pa gledamo samo evre, je pa druga zgodba. Doskrat imamo zelo nemirne ljudi, zelo uspešne. In če ti lahko spiš doma, je to čisto nekaj drugega, kot če ne moreš. In imamo ljudi, ki delajo non-stop, ki so v procesih upeti, ki se zahteva od njih veliko, ki sami sebe zahtevajo od njih, mislim od sebe veliko, in miru pa nikjer ni. Tako da prvi korak za to, da ti prideš do tega miru na nek način lahko, po mojem mnenju, je to, da ti poiščeš, ali je to, kar delaš, to, za kar si tukaj. To je prvo, vsaj približno. Druga stvar je pa serija nekih praks, ki jih lahko uporabljaš tukaj zraven, da se umiriš. Samo moraš poznati sebe. Kaj te umirja? To ni zdaj neke splošnega recepta, da rečeš, zdaj pa vsak, če bo šel tlele ob Dravo na sprehod, bo pa miren. Ja, ne bo. Eni bojo, eni ne bojo. In tle ta element duhovnosti počasi pride zraven. In ta duhovnost je potem tako ena taka megla, sploh človeku, ki ne ve, kaj dosti teme, to res megla. Kaj je zdaj duhovnost? A to je to, da gre moja žena enkrat na teden na jogo, a to je zdaj duhovnost? In jaz vidim tle en zelo tak enostaven odgovor. Duhovnost je to, ko ti nekaj počneš za dušo. To je povsem jasno, kaj je to za dušo. Kaj bi ti počel za dušo? Ja, bi šel v kino, bi šel v vrtičkat, bi šel na potovanje. To je pa tako jasno. Ampak to je že to. To je najbolj enostavno odgovor. In ko ti najdeš te stvari, ki so tebi za dušo in jih začneš počasi preklapljati v everyday life in jim dati prioriteto včasih tudi nad kakšno službeno zadevo, takrat ta mir počasi začne prehajati v tvoje življenje. Odlično. Po mojem boljše tega ne imamo povedati. Res si malo predstavljamo, si pa kljub temu mislim, da ker si pa ti mojster, pa šaman, pa ne vem, da je tu še pa veliko več, recimo, dokot lahko potem vse to gre. Jaz mislim, da zgornje meje ni. Zelo zanimivo je, ko delamo z ljudmi, čist poslovnimi ljudmi, tudi v tem duhovnem svetu, ki prvi začuti tako radost, če temu tako rečem, joy. In to so občutki, ki jih ljudje smo, ali jih sploh ni, da nismo imeli, ali smo jih zatirali celo življenje, ali noben nam ni pokazal, kaj sploh to je. Ko začnejo ta košček sebe odklepati, to gre v kocine po koncu ljudem. Je pa stvar taka, da tle ni zgornje meje. Je ni. Ti se imaš lahko tako dober, recimo, če te stejo vprašam, kaj je zate, koliko se najboljše počutiš, je to tvoja lestvica, moja je čist drugačna. In vedno se jo da še dvigati. In to je zanimivo, kako lahko ljudje ogromne korake na tem področju naredijo in to pa vpliva in na mir, in na posel, ki temu sledi. Evri so pa potem posledica. Super. To je bil še en medklic vezano na to, se ti zdi, da so nekateri ljudje, ki so tudi vodje, ki pa potrebujejo nemir. Recimo, mogoče se vse tako zdi, da nekdo res funkcionira samo, ko je na visokih obratih. Kaj v takih primerih? Veš, tle je zelo velik pomen vzgoje, se pravi, kaj so nam starši vcepili, tle je zelo velik pomen, kaj je bila ta primarna socializacija, kaj smo dobili v šoli, vrtcu, kako so nas gnali skozi naprej. En ljudje imajo dejansko občutek, da če ni pritiska, pa je moj drive ni tako hiter, kot bi mogel biti. Tle debatirava lahko dolgo o tem, ampak moje mnenje je dejansko, da ljudje, da vsak bi mogel priti do svojega mira. Če bi prišel do tega, bi bil svet lepši. No, spravim, mogoče pa je mir za nekoga neka druga, ampak ampak se mi zdi super. Da gre še na eno, vmes se mi je zdelo, ko smo malo se vračam samo, ampak ne za dolgo, ko sva govorila o Slovencih, pa mogoče te zadržanosti, pa to, vse tudi okolje, pa tako kot smo mi vzgojeni, ne vem, če gledamo neko ameriško okolje, tam že od nekdaj se neka podjetnost spodbuja, tudi tekmovalnost, recimo, čist drugače, tudi ta preživeti bo treba na nek drug način, mogoče tudi zato je tam več tega in se tudi spodbuja to, kar si že v začetku govoril, paci, več kot je porazov, več je izkušenj, boljše je, ne.
Ta razlika, navezujem pa to malo na to, ker sva tu še en moment, o katerem sva govorila, prej pa mogoče se ga dotakneva res malo psihadeliki v tem, ko greva že malo dalje, ker se mi zdi ena istočnica zanimiva. Ti si omenjal, kak je dojemanje tega, recimo v Južni Ameriki, povsem drugačno, kot pa mogoče kaj v drugih delih sveta, in se mi to zdi pomembno, tudi ko govorimo o duhovnosti, ne, v poslu ali pa kombinacijo obojega, da na koncu vse stvar perspektive pa dojemanja verjetno, ne, nič ni prav ali pa narobe. Nič ni prav ali pa narobe, odvisno od konteksta, v katerem si, ne. Če ti v neki družbi želiš živeti na nek način, se moraš vsem prilagajati nekim zunanjim sistemom. Ne? Jaz ne morem živeti tukaj, kot živijo Indijanci v džungli, ne morem. Ne? Tudi v New Yorku je verjetno življenje malo drugačno kot na deželi tukaj pri nas nekje. Ne? Ampak so pa znanja določena po svetu in tle recimo jaz zelo veliko delam na tem, kjer se lahko naučiš nekih pristnih človeških osnovnih zadev, ki jih lahko zelo dobro uporabiš v poslu tukaj. Ne? Jaz zelo veliko hodim tudi zelo take nenavadne kraje po svetu, ne vem, od južnoameriških džungel do Indije in vzhoda in tako naprej. In jaz moram reči, da za modern način vodenja se jaz več naučim v džungli od nekih staroselcev, kot pa na neki menedžerski konferenci v Londonu, recimo. Ne? Pa sem veliko teh konferenc dal skozi, ampak dodajati ta duhovni, srčni vidik modernemu vodenju, tukaj mislim, da je prihodnost. No? In tudi okolje, sploh mlade generacije, več tega zahtevajo. In če tega ne bo v prihodnje, če vodje ne bomo znali delati tudi na ta srčen, osnoven človeški način, bomo imeli velike izzive. Še vedno bomo lahko grobi, pa zaradi svojega statusa rekli, to moraš narediti, ne pa bili avtoritarni, ampak to ni vodenje, ki ga zahtevajo prihodne generacije. Mi mogoče stavimo, ne vem, to mi je zdaj, vse, na kar mi mogoče stavimo, je, ko rečemo, ne vem, zdrava kmečka pamet, recimo, ne, ti zdaj od nekih drugih že, to je podobno, verjetno, pač iz drugega okolja prineseš to preprostost, pa to mi je pa to zanimiva istočnica, ker sem ravno danes zjutraj poslušal Globalno vas na valu 202, ne, in je bil en izjemno zanimiv sogovornik, ki živi na Madagaskarju, o tej preprostosti življenja. Je govoril in se mi zdi, hkrati pa je malo skrbi izrazil, koliko že on ali pa tudi drugi, ki prijajo tja, malo vnesejo neke drugačnosti v njihovo življenje in s tem na nek način uničujejo ta njihov vzor, tako. Ravno to v bistvu že s tem, da zdaj pa so tam tudi, ne vem, so prišli pa mobilni telefoni ali pametni in zdaj to vsem in da, kak je zdaj biti, pa lahko imajo možnost tudi televizijo imeti, recimo, ampak on doma še vedno straja, da televizije ne bi, ampak zdaj bi otroci pa žena, ker elektriko so dobili, ne vem, pred 4 leti, komaj v tej vasi, recimo, ne, in že hladilnik prišel, to bilo, so preznali živeti brez njega, recimo, ne, in to zagotovo vpliva tudi na miselnost, on je razvagal v vzorcih doma, pospravljanje, je čistost, ne, tam čist neka druga in kak pol ta zahod, razvit svet, potem nekaj, ne vem, da se ne bo to zgubilo, to, o čemer ti govoriš, recimo, se lahko prineseš od tam, ne. Ja, je res, ne. Jaz sem videl teh sprememb v nekih avtohtonih ljudstvih že ogromno, ne. Ne bom rekel, da vedno na slabše, ne, včasih jim tudi to zelo pomaga. Je pa res, da to spremenja vzorce, to je dejstvo, ne. Ampak jaz vidim na dolgi rok nek preplet vsega tega, ne. A veš, ker zdaj recimo, kar se dogaja, zelo veliko ljudi, ki najde recimo neko stvar za dober odklop, če bom temu tako rekel, ne? Da greš nekam v džunglo in to preprosto začutiš in si tam in rečeš, super, ne? Jaz bi tudi tako, ne? Zelo veliko ljudi jemlje to kot pobeg potem, ne? Pa ti želiš skozi tega nazaj hoditi, ne? Da bo tam malo mir, pa bom šel nekam, pa bom z njimi neke čisto osnovne stvari delal, kakorkoli že, ne? In jaz tle ne vidim pravega recepta, to ne sme biti pobeg. Jaz kar hodim tja, ne bežim pred tem svetom, niti približno ne. Jaz pridem tja, začutim ta mir, začutim to enostavnost
in jo poskušam prevesti v naš zahodni kompleksen poslovni svet. Kako lahko ta občutek, ki ga tam imaš z nekimi domorodci v Bognju, preneseš na poslovni sestanek tukaj v eno konferenčno sobo na high-end nivoju, a ne? Zgleda, Ampak se da, ne? Seveda se da, se to govorim, a ne? To sta zdaj bila dva ločena sveta, se da. Ne, se da. In te čisto osnovne stvari, ki jih plemena imajo, od tega načina povezovanja, do delitve vlog, do načrtovanja, do odkritih pogovorov, do zgodb, ki si jih delijo na nek način, pa do psihedeličnih šamanskih izkušenj, če to tudi dodam tle noter, ne? To se da vse prenesti zelo dobro v moderen poslovni svet. No, velja omeniti, ker si zdaj sveti psihedelične izkušnje omenil, seveda gre za povezovanje z naravo, ne, na zadnje, samim sabo. Verjetno iz tega izhajamo. Mislim, če vzameva psihedelike kot take, ne, to je zelo moderna stvar tudi v poslovnem svetu, sploh recimo v Ameriki je to zdaj v porastu na polno, čist v biznis pač kontekstu, a ne. Ljudje hodijo na razne ayahuaske, na psihedelične gobe, na kaktuse v Peru in tako naprej. To je zdaj zelo moderno in po eni strani tudi zelo zlorabljeno. Tako treba je vedeti, da recimo kar ta stvar dela, ne, psihedeliki te spravijo v spremenjeno stanje zavesti. Tebi mogoče ti zmanjša tvojo kontrolo, tvoj ego, tvoj racijo in ti začne zelo na hitro odpirati srce. To je pa tisto, kar so prej govorili. Ne? In če si ti pripravljen, je to lahko zelo hitrejša pot. Če pa nisi, je pa to lahko zelo narobe. Ne? In zelo veliko ljudi ni pripravljenih na tako stvar in si naredijo s tako zadevo več škode kot koristi. Ne? Tako tle je treba zelo paziti, če se kdo tega loteva, na kakšen način se loteva, da najde prave ljudi okrog sebe, da zna potem ta znanja ali pa te občutke ali pa vizije, ki jih je dobil, zintegrirati v modern svet, ne da si potem skozi želiš samo bežati v tisti lep psihedeličen svet nekam v Južno Ameriko. A ne? Čeprav razumem, ključen je nek proces, katerega je itak posameznik že vključen in pride do, mislim, marsikaj že prej pospravi in ljudje vedeli, ne moramo zdaj reči, da mi je pa malo težko, pa jaz sem malo to begnil. Zelo veliko ljudi naredi to. Ja. Čeprav moram reči, včasih v kakšni težavni situaciji to lahko zelo pomaga, ker pohitri zadeve. Ne? Zdaj, vse stvari na nivoju osebne in duhovne rasti se da narediti brez psihedelikov, da ne bo slučajno kdo razumel, da to ni tako. Ne? Se da, samo pač traja. Ne? Traja dalj časa, tle pa lahko se zelo hitro to naredi in ljudje, ki so pripravljeni, in to lahko zelo pomaga. In moram reči, da na moji poti sem videl že zelo hitre premike in zelo pozitivne in lepe stvari. Govorimo torej o nekem odklepanju potenciala, ne, človeka v bistvu. To v nas je. Ja. Toliko smo v glavi, a ne, da včasih nam pomaga kakšna brca urit, da odpremo srce. Ampak ko pa pogledamo tja noter, pa včasih vidimo kaj, kar nočemo videti. In ljudje ne radi gledamo svoje teme, a ne. Raje to pospravimo, kot da ni, in se delamo z masko okrog, kot da to ni. Masko same pred sabo, a ne. Tam se pa to odpre in vidiš tudi pač stvari, ki mogoče nisi najbolj srečen okrog njih, pa jih je treba zrihtati, ker so vedno del tebe. To nosiš s sabo, kamorkoli greš in po mojem mnenju, če si pripravljen, ne, preko zrihtaš, boljše. Ljudi, s katerimi delaš, ki jih srečuješ, so pripravljeni, ali je veliko takih, ki na neki točki rečejo, to pa mi je pretežko? Lej, takšni in drugačni, a ne. Eni, s katerimi delam, so čist poslovni, čist racionalni in delajo samo na ta način. Eni naredijo velik preklop in naredijo dober fusion obojega, ne. Eni si pa želijo kar malo prehitro tja noter, ne, pa želijo malo pobegati v ta svet, tak spiritual bypassing, ne, pa bežiš potem na neke seanse, kjer ti je lepo, ne, pa preš pa v ta grd svet spet nazaj, ne. Ampak to ni ok. To ni ok, treba združiti oba v eno, tle jaz vidim največji potencial. Kje vidiš, kam se premikamo, v katero smer to zadevno bomo šli, kje bomo, ne vem, 10 let od zdaj naprej? Ja, jaz vidim to, da se lahko zelo dobro združi in zelo dobro dela. Je pa res, da zelo veliko ljudi, ki se pač s temi stvarmi ukvarja, dela to za denar. A ne, tudi če gre kdorkoli v Peru, v Kolumbijo, v Brazilijo, tam dobiš ayahuasko na vsakem koraku, ne?
recimo kot psihedelik. Tam greš na tržnico, pa jo v Coca-Cola flaški lahko kupiš. Ne? To je popolnoma zgrešena stvar, glede na tradicijo, ki jo oni tam peljejo. Ne? Pa so očitno zaznali ta nek potencial, to, da se pač... Ja, tle so bolj zaznali potencial v evrih, da jo pa to na polno prodajajo, ker je to za turizem eksplodiral. Tako da tudi, recimo, če se kdo odpravlja na neko tako prelomno izkušnjo nekam v Južno Ameriko, mora biti zelo pazljiv, kam gre, ker tam dejansko je zdaj Teksas. Divji zahod, evo. Ja. Denar so zavohali. Razviti. Ja, moramo to razviti. No, tja nočemo, tako da upam, da bo to ostalo v mejah in da bo ne zlorabljeno, ampak izrabljeno na najboljši možen način in da bo tu res nek performance pač prišel tudi v ta del sveta. Tako da, super, proti koncu se bližava, dajva še mogoče malo, je to povezano s tem, da se podjetniki, poslovneži, vodje danes preveč izčrpavajo, recimo vidiš tudi tu razloge? Mislim, prvi razlog za polno izčrpanost jaz vidim takrat, ko delaš nekaj, kar nisi ti. To ti jemlje 10-krat več energije, kot če bi delal nekaj drugega. Sej tudi podjetniki, ki so na pravi poti včasih pretiravajo, ampak izgorelost je zelo, če si ti strasten do nečesa, pa ti je res Ni problem. Ni problema, res ni problem. Se zgodi, ampak v večino primerih ne. Če si ti na svoji poti, delaš srčno svoje stvari, imaš kar naenkrat si Superman. In zato je toliko lažje po tej poti hoditi, kot če greš v nekaj, kar ni tvoje. Ti torej nisi bil nikoli na pragu izgorelosti? Je bilo kdaj? Pa veš, da je tudi bilo ene pakrat, da sem bil tam, pa sem se takrat Orenko vprašal, čakaj, kaj pa je zdaj to je. In ravno v takih momentih je najlažje potem se odločiti za bolj pravo pot. Samo je pa res, da ne sme biti pa pobeg. Ne sme biti jaz rečem, vedno, ko delaš razvoj, osebni razvoj, v poslovnem smislu ali pa v duhovnem smislu, čisto vseeno, kakršen koli korak delaš, naj bo evolucija, naj ne bo revolucija. Ne pripelji se do momenta, ko imaš vsega poln kufer, po domače povedan, in pustiš vse in reči, da se tega ne grem več, in narediš revolucijo v čisto neko drugo smer. Rajši glej sproti, kaj se dogaja, prilagaj se sam sebi in lepo nadgrajuj svojo pot. Denar so velikokrat že omenila danes in prav mislim, zelo vredo se mi zdi, ko govoriš, naj bo pač posledica vsega, kar počnemo, ampak kljub temu denar je preveč mamljiv za marsikoga danes in v nekem takem okolju živimo, zelo materialno definiranem. Kak je tvoj odnos oziroma mogoče bolj to, kako doseči to neobremenjenost do denarja? Doskrat ljudje niti ne vejo, da so obremenjeni z njima. Jaz imam par zelo takih direktnih primerov, kjer so ljudje leta garali, delali, uspeh imeli tam in potem so dobili to svojo nagrado, ta svoj denar, to svoje finančno neko stanje in so gotovili, da jih ni to nič napolnilo, da so leta v bistvu mislili, da je to pa dejansko ni bilo. Dobro, ampak leta so šla, Leta so pa šla, ja, se pravi. In zato jaz nagovarjam vse, dajte čim prej pogledati, je to, a je to stvar, ki koliko rabiš, koliko rabiš dejansko. Potrebujemo malo, Kako? Potrebujemo malo. Pa v redu, eni rabijo malo več, eni malo manj, nič ne rečem, ampak še vedno, ko ti priješ enkrat do osnove preživetja, ali to itak vsak rabi nujno, tle se ne bomo pogovarjali, ampak potem naprej, a rabiš milijon, a rabiš 10 milijonov, 100 milijonov, koliko rabiš, da boš srečen, Pomaga, denar pomaga na poti v tem zahodnem svetu, nič ne rečem, samo neka meja pa je, Do tega spoznanja moramo priti. Super. Čemu ti, zdaj omenjala sva, seveda že zelo osebno sva te malo razgalila, ampak čemu daješ poleg dela še recimo največjo vrednost v življenju? Je to ta duhovni, ampak mogoče še poleg tega recimo? Mislim, duhovna plat mi je zelo blizu, pa jaz sem že kar nekje vmes na poti, že tudi svoje delo ne smatram več kot prav delo, ampak pač to je moja pot. Taka kot je. Včasih je bolj delovno, včasih manj, ampak to je pač moja pot.
Veliko časa dajem duhovnosti, moram reči, veliko časa dajem glasbi. Zelo verjamem v terapevtsko moč zvokov in se tudi s tem ukvarjam še poleg vsega, ne, prav z zvočno terapijo. In tukaj vidim neke stvari, ki jih spet, ne, če se vračam nazaj, ljudje že 100.000 let vejo. Mi jih pa zdaj na novo odkrivamo. Kaj lahko ena meditacija ob šamanskem bobnu naredi, ki so to že homo sapiensi v jamah delali že 50.000 let nazaj. Ne? Mi pa to čisto popolnoma na novo odkrivamo v teh nekih poslovnih vodah. Ampak želel bi še več časa v to usmeriti, če čisto pogledam. Še več. Povezovanje z naravo, povezovanje z glasbo. Kaj mi imam še rezerve. Super, naj se zgodi. Za konec vprašanje, ki je enako za vse naše goste, kaj je bila najbolj boleča izkušnja, predvsem na posel, bi se jaz navezal, seveda. Lahko je bila tudi tvoja napaka, ki se naredi, ampak se je na koncu izkazala za mogoče najbolj dragoceno lekcijo. Jaz bom tle šel pred posel. Okay? Jaz sem recimo imel eno tako zanimivo izkušnjo kot najstnik. Jaz sem ponavljal en razred v srednji šoli. Jaz sem bil super odličnjak v osnovni šoli, pa si pa predstavljaj, kakšen šok je to za starše, ko se to zgodi. Pač jaz sem testiral meje takrat in sem šel pač malo po svoje. Okay. No, na koncu sem sicer z odlično maturo naredil, tako da sem se postavil, ampak ta korak vmes, da če rečem temu padec, ki se je zgodil, je bil en najbolj markantnih za mene v mojem življenju. Predvsem tudi, kako so starši odreagirali recimo na to stvar. Ker je bilo rečeno, če bo zdaj naprej vse v redu, je vse v redu. In to polagam na srce vsem staršem, ki imajo mogoče izzive zdaj tudi s svojimi otroci v šolah, da je včasih taka stvar za človeka nujna, da pride do tega, do česa mora priti v svojem življenju, da se najde. Treba paziti, da ne gre čez mejo, pa ki je meja, bi lahko debatirala še 5 podcastov, ampak moram reči, da včasih je treba pa tudi mogoče čez kakšno temo se zapeljati, da prideš do tega, da se najdeš in da najdeš svojo pravo pot. Super, Dani, včasih mi je bilo noro, res užival sem v tem pogovoru, tako da z veseljem želim ti seveda še naprej uspešno, srčno, duhovno, v vseh pogledih izjemno, verjamem, da bo, in če boš tudi vsem nam, ali pa predvsem seveda vam odstrl, pomagal, kakorkoli v tem norem mozaiku, v katerem živimo danes, bomo seveda neizmerno hvaležni, tako da verjamem, da ste uživali v tem pogovoru, verjamem tudi, da ne bo ostalo samo pri enem poslušanju, ker je navdihujoče, srčno in vsekakor izjemno, tako da uživajte, spremljate nas, ne pozabite se naročiti na podcast, predlagate lahko tudi, koga bi želeli videti na tem stolu, bomo veseli in do naslednjič najbolj uspešno. Start your epic journey.